Iz naših krajev. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Iz naših krajev boste med drugim slišali o sežigalnici v Celju, oživitvi Bitnerjeve hiše v občini Lovrenc na Pohorju, čiščenju Ljubljanice in pa dopustovanju na turističnih kmetijah. Vabljeni k poslušanju. Radio Ognjišče v vašem kraju. Medtem, ko se v Ljubljani in Mariboru obetata referenduma o načrtovanih sežigalnicah, v Celju s podobnim sistemom energetske izrabe odpadkov živijo že 16 let. Toplarna Celje, ki energijo pridobiva s termično obdelavo odpadkov, je začela redno obratovati leta 2010 in je del celovitega sistema ravnanja z odpadki v Savinjski regiji. Projekt je bil strokovno in transparentno predstavljen, javnost je bila vključena od samega začetka. Občani so razumeli cilje oziroma razloge tega projekta, in sicer, da bomo s toplarno dolgoročno rešili problem odlaganja blata in pa zmanjšali količino odpadkov na deponiji ter sistem obenem zagotovili dodaten vir za ogrevanje mesta. Je pojasnil direktor energetike Celje Uroš Rošer. Investicija v toplarno, ki je del projekta Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje, je znašala skoraj 19 milijonov evrov, pri čemer je Evropska unija prispevala 13 milijonov, država in celjska občina pa po približno 3 milijone. Toplarna letno obdela do 40.000 ton odpadkov. V letu 2025 smo termično obdelali 36.000 ton odpadkov. V RCR-u Celje se obdelujejo odpadki iz Savinjske regije, v toplarno Celje prihajajo odpadki zgolj iz RCR-u Celje, kjer so po mehansko-biološki obdelavi izloči gorljivi del, to je lahka frakcija, obdeluje pa se tudi blato iz centralne čistilne naprave Celje. Je dejal Rošer in pojasnil, da toplarna ne temelji na uvozu odpadkov, temveč na regionalnem in državnem izvoru, kar zmanjšuje transportne obremenitve in krepi lokalno samooskrbo. Eden ključnih argumentov za sistem pa je njegova energetska učinkovitost. Po Rošerjevih besedah iz odpadkov v Celju letno proizvedejo več kot 40.000 megavatnih ur toplote in okoli 9.000 megavatnih ur električne energije. Glede izpustov pa. Na napravi se, v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, izvaja trajno merjenje emisij odpadnih dimnih plinih za vse parametre, za katere so predpisane polurne in dnevne mejne emisijske vrednosti. Naprava ves čas obratuje pod predpisanimi mejnimi vrednostmi za trajno merjenje emisije. Pri določenih parametrih, ki se merijo v okviru občasnih meritev emisij dvakrat letno, pa so izmerjene vrednosti celo pod mejo določljivosti uporabljenih analiznih metod. Danes toplarna pokriva približno 2/3 potreb po daljinskem ogrevanju mesta Celje, kar se neposredno odraža tudi v tem, da imajo v Celju najnižjo ceno ogrevanja v Sloveniji. Celjski župan Matija Kovač pravi, da je bil sistem premišljeno vzpostavljen. Bistveno pri tem je, da gre za manj odlaganja odpadkov, da se je na tak način našla tudi rešitev za blato iz čistilne naprave, predvsem pa zanesljiv vir toplote. Danes toplarna pokriva približno 2/3 potreb po daljinskem ogrevanju v mestu, kar se neposredno vidi tudi v tem, da ima Celje trenutno najnižjo ceno ogrevanja v Sloveniji. To je v praksi najbolj jasen pokazatelj, kako mesto s tem sistemom živi. Zmogljivosti toplarne za zdaj ostajajo nespremenjene, se pa sistem razvija predvsem tehnološko. Tako načrtujejo vgradnjo nove turbine za proizvodnjo električne energije, ki naj bi povečala energetsko učinkovitost in izboljšala izkoristek odpadkov. Takšne nadgradnje sledijo evropskim usmeritvam, ki poudarjajo čim bolj učinkovito rabo virov in energije iz odpadkov. Toplarna trenutno obratuje na podlagi koncesije do leta 2028, poteka pa že postopek za njeno podaljšanje za dodatnih 30 let. Radio Ognjišče v vašem kraju.
Ljubljanica je vsako leto čistejša, so prepričani organizatorji že 35. spomladanske okoljske akcije za lepšo Ljubljano. Čiščenje Ljubljanice je potekalo od Špice do Zmajskega mosta, pri njem pa so sodelovali potapljači društev Slovenske potapljaške zveze, ribiči, gasilci, čolnarji, reševalci in drugi. Predsednik Društva za podvodne aktivnosti Vivera, Miro Potočnik. Vsako leto smo bolj uspešni, zato ker je vsako leto manj. Če vam povem, da se spomnim, začetka smo po 5 ton dvignili. To je bilo, zdaj res mi en fotografijo pokazal, mislim, da 38 koles smo pripeljali sem. Zdaj več koles ni toliko, zdaj so skiroji. Toliko, da je, sigurno smo v teh letih Ljubljanco, ne bom rekel čistili, tega ne bomo nikoli, ampak malo smo jo rešili smetino. Danes je 32 potapljačev, moram povedati, iz cele Slovenije. Tudi idealni, danes so izres, idealni pogoji, že dolgo jaz potapljam 40 let in na Ljubljanci in moram reči, da toliko dobra vidljivost, toliko idealno, kot je danes, dolgo dežja ni bilo. Vse vidimo, Ljubljanca skoraj stoji, ne? Tudi lokali ob Ljubljanici so zdaj po njegovih besedah bolj pregnani in po noči zaklepajo stole, tako da je tudi teh v reki manj. Potapljači so odpadke na ogled in v opomin, da reka ni smetišče, zbrali na Čevljarskem mostu. Po besedah predstavnice za odnose z javnostmi Turizma Ljubljana, Branke Gradišar, se med odpadki vedno najde kakšen prometni znak, računalnik, železje, predvsem pa veliko plastenk. Smeti, ki jih potapljači potegnejo iz Ljubljanice, vedno pregleda tudi policija, če se med njimi skriva kakšno dokazno gradivo. Gre za zaključno prireditev akcije za lepšo Ljubljano, se pravi te spomladanske okoljske akcije, ki poteka v Mestni občini Ljubljana, ko se v mesec v bistvu in turistična društva, četrtne skupnosti, vsi nekako čistimo smeti iz okolice. Ta zaključna prireditev pa zdaj že 35. leto poteka čiščenje Ljubljanice. Ob tem pa smo zdaj drugo leto zapored tukaj postavili tako dnevno sobo s slovenskim pohištvom, kjer imamo pianista, ki igra na klavir. Na prizorišču so bili še stripar, ki je slikal prizore, dežnikarica, ki je popravljala dežnike, prav tako pa so imeli tudi delavnice za otroke, ki so lahko ustvarjali iz recikliranih materialov. Tradicionalna spomladanska okoljska akcija Mestne občine Ljubljana za lepšo Ljubljano poteka vsako leto od 22. marca, Svetovnega dneva voda, do 22. aprila, Svetovnega dneva zemlje. Prispevek sem pripravil Jernej Dragar. Radio Ognjišče v vašem kraju. Turistične kmetije postajajo ena izmed najprivlačnejših oblik turizma v Sloveniji. Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo jih ima skoraj 1500 registriran turizem kot dopolnilno dejavnost. Od leta 2022 pa jih je za okoli 300 več. Združenje turističnih kmetij, ki kmetije povezuje že od leta 1997, beleži vse večje zanimanje tako pri gostih kot pri lastnikih. Predsednica združenja Slavica Grobelnik je predstavila prednosti turističnih kmetij. Turistične kmetije ponujajo in kuhajo izvrstno domačo in to sezonsko hrano. Seveda nas to zavezuje tudi zakonodaja, ki moramo zagotavljati lastne surovine, kar turistična kmetija pa seveda nima, pa kupi na sosednji kmetiji. Če pa imamo srečo, da pridemo tudi na vinogradniško turistično kmetijo, tako kot je to danes, potem doživimo še vrhunske okuse vrhunskih vin lastne pridelave, kar je pa tudi zelo pomembno. Na turistični kmetiji Jakljevič v Metliki se gostje naučijo peči belokranjsko pogačo, na Matjaževi domačiji pri Otočcu pa spoznajo cviček, ki si ga lahko zamešajo tudi za domov. Strokovna sodelavka Združenja turističnih kmetij Renata Kosi je o tem, kaj si gostje želijo, povedala. Gosti postajajo vedno bolj zahtevni. Gost, ki pride na turistično kmetijo, pričakuje torej doma pridelano hrano, potem pričakuje torej mir, pričakuje sprostitev, skratka stik z naravo in gledajo po višjih kakovosti. To pomeni 3, 4, sedaj prihaja tudi že 5. jabolko letos med kmetije, tako da čakamo na potrditev pravilnika o kategorizaciji. 5. jabolko bo najvišja kategorija kakovosti na nastanitvenih kmetijah. Ponudba se širi tudi v smeri udobja. Savne,
Džakuziji in bazeni na turističnih kmetijah niso več redkost. V resortu Village Majer pri Metliki pa so na ruševinah nekdanjega dvorca uredili luksuzne apartmaje, trenutno pa nastajajo še glamping hišice. Kot pravi lastnik Matjaževe domačije Matjaž Pavlin, jim je takšna ponudba sezono podaljšala na vse leto. Snežka Cerjanec z turistične kmetije Cerjanec v Krupi pri Semiču je o tem, kakšni gostje prihajajo k njim, povedala. Naši gosti so tujci, Slovenci tudi. Tujcev je kar nekako vsako leto več. Naši gosti pa tudi. Generacije različne, lahko so to družine, potem pari, starejši. Se pravi, sigurno te, ki so ljubitelji narave. Potem zelo radi se gostje tudi malo ukvarjajo z nekim športom tukaj. Bolj seveda rekreativno, torej veliko je pohodnikov. Zelo jih zanima sploh, če so tukaj pohodniške poti. Imamo označene kolesarske poti. Potem v Beli krajini je Kolpa zanimiva v poletnih mesecih. Tako da mislim, da vsak nekaj najde v tem koncu. Za lastnike je turistična kmetija privlačna tudi iz ekonomskih razlogov. Pridelke prodajajo neposredno gostom brez posrednikov. Združenje si hkrati prizadeva za ugodnejše pogoje poslovanja, med drugim za pavšalno obdavčitev, podobno kot jo poznajo v sosednji Avstriji. Prispevek sem pripravil Jakob Turk. Radio Ognjišče v vašem kraju. Občina Lovrenc na Pohorju je bila uspešna na razpisu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Za projekt oživitve pomembnega objekta Bitner je pridobila kar 1,2 milijona evrov sredstev. Gre za zgodovinsko stavbo, v kateri je v letih pred drugo svetovno vojno delovalo celo kopališče, ki ga v občini danes ne premorejo. Na telefonski liniji zdaj lepo pozdravljam župana občine Lovrenc na Pohorju, Marka Rakovnika. Torej, gospod Rakovnik, odkot se je porodila ideja, da to hišo Bitner, ki ima v Lovrencu res zgodovinski pomen, vendarle oživite, potem ko je leta, pravzaprav desetletja, propadala, samevala? Ta ambient Bitnerja ima zgodbo. To je v preteklosti bilo kar mondeno letovišče, še predtem so bili obrati takratnih glažut, tako lastništvo se je sicer spreminjalo, torej namen tega prostora tudi, ampak kakorkoli na ta ambient pogledaš, ima dobro zgodbo. Dolga leta je objekt sameval in bil kamen spotike v lokalnem okolju in ko smo pred dobrimi 5 leti pristopili k pripravi strategije razvoja občine Lovrenc na Pohorju, je bilo kar nekaj indicev oziroma usmeritev v tej smeri, da je treba tudi stare zgodbe uporabiti, revitalizirati, kar je bil tudi potem cilj razpisa, ali oživiti to, kar imamo, kar je tudi edino smiselno. Občina Lovrenc na Pohorju ni bogata občina, je pa zelo lepa in vsaka takšna stavba, ki nosi zgodbo, pa počasi propada, pač boli. In objekt Bitnerja je bil dan kot na dlani. Torej, objekt, ki je zapuščen, propada in ima zgodbo. 2 leti, malo več nazaj, smo uspeli ta kompleks pridobiti od nekako naslednika lastnika, ki ga je določilo sodišče. Torej, dolga leta se ni vedelo, čigav ta objekt je oziroma kako bo naprej, zato ker so se v postopkih spremembe lastništev in bi rekel tudi stečajev podjetij, ki so s tem območjem upravljale, določene parcelne številke v dokumentih izgubile. In tega območja ni mogel dobiti pravni naslednik, torej Terme 2000, v lastništvo ni se mogel vknjižiti kot lastnik, ne občina in tudi država tega območja ni želela. Zato smo v sodnem postopku prišli do načina, kako lastništvo vzpostaviti in končni rezultat vsega je pač bil, da je občina lahko to območje odkupila. Takoj, ko smo območje uredili lastniško, se je pa seveda pokazala, zdaj je pa torej naslednji korak je vsebina. In pripravljali smo se na trenutek, ko bi kdaj bil razpis, na katerega bi lahko Bitner ponudili. Nismo vedeli, kako bo ta razpis izgledal, zato smo želeli tudi zgodbo zapeljati čim širše. In to, na kar smo se v letošnjem februarju lahko prijavili, torej na razpis za revitalizacijo zapuščenih objektov,
je bil kot nalašč. Torej, imeli smo objekt, imeli smo območje, bilo je zapuščeno, zgodba pa dokaj široka. Tako da smo pristopili na način, da ponudimo ta prostor s čim širšimi vsebinami in poiskali močne deležnike, ki so podpisali pisma o nameri oziroma ki so podali izjave, da takšen projekt vsekakor na območju občine Lovrenc na Pohorju podpirajo. Zavod za gozdove, razvojne agencije, razna društva, ki so povezana z naravo, zeliščarji, gobarji, čebelarji in potem tudi, bi rekel, zasebne entitete, fizioterapeut se je pridružil tej pobudi. Zavod Danica, ki v občini Lovrenc na Pohorju skrbi za delo s starejšimi. Poiskali smo res čim širši kontekst, ki bo najprej občanom Lovrenca nekaj dal in hkrati ponudil še tujim obiskovalcem, da je vredno priti v Lovrenc kaj pogledati in bo tukaj na območju Bitnerja neka izstopna točka v vse, kar občina ponuja. Občina kot taka nima velikih turističnih atrakcij, ki bi privabljale neke množice turistov in zato smo morali vsaj za začetek poiskati točko, ki začne nagovarjati domače ljudi in tuje obiskovalce. Tako, kaj pa boste recimo postorili v sami Bitnerjevi hiši? Ne omenjajo se prostori za obiskovalce od drugod, seveda to so sobe in podobno, pa tudi dejali ste, da občina nima izrazitih turističnih znamenitosti, imate Lovrenška jezera, ste tudi odlično izhodišče za obisk Rogle. Drži. Tu je pač naša rakrana, še vedno državna cesta, ki do Rogle ni urejena, tako kot bi se za leto 2026 pač spodobilo, ampak tudi na tem področju skupaj z državo se trudimo, morda pride do te točke. Je pa v vsakem primeru Lovrenc tista naravna oaza, ki ima Lovrenška jezera, ki ima lepe gozdove, ki ima svež zrak, ki je lepa in iz obnovljenega objekta Bitner kot neke izstopne točke je potem možno obiskati vse, kar bližnja okolica, pa tudi potem malo bolj oddaljena ponuja. V samem objektu bo infotočka, kjer se bodo dobile vse informacije v zvezi z posameznimi turističnimi potencijali v občini. Osnovna je še vedno gostinsko nastanitvena dejavnost, seveda so pa prostori prirejeni tako, da so večnamenski. Sobe so modularne, takrat, ko niso zasedene, se hitro spremenijo v prostor za masaže. Potem jedilnica je narejena na takšen način, da je lahko tudi prizorišče fotografske razstave ali pa gobarske razstave ali pa slikarske razstave s kolonijo. Teh prostorov v objektu je kar nekaj, v pritličju 4, v nadstropju 4, vsak prostor pa je prirejen tako, da lahko sprejme več dejavnosti, bom rekel. Gospod župan Marko Rakovnik, najlepša hvala za ta pogovor in vse dobro želim. Hvala lepa. Pogovor sem pripravil Marcel Krek. To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko. Vsem, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radia Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna. Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.